V bistvu ta plac sem jaz začel rihtati že tam 2008, pol je prišla ena taka kriza, ko noben ni hotel snemati, vsak si je kupil neko zvočno karto pa 2 kitajska mikrofona, ampak to se potem je prišlo nazaj in smo potem skupaj to končno obliko spravi porihtali akustiko 2020, ja, in ravno ko smo končali, je bil prvi lockdown, kar super, ker smo snemali pač naprej. To je za javno. Ja, seveda, mislim kaj, ne, pač zakleneš se noter, napolniš hladilnik in snemaš, ne. In Basement je pa v bistvu prej bila, zdaj, jaz imam eno šolo tonske tehnike, ki je preko šole Bass. Oba dva igrava bas. Noben ni basist v osnovi, ampak oba igrava bas. 2 generaciji v sorodu samo zaradi glasbe. Dobrodošli v studiu Basement. This is a journey into sound. Stereophonic sound. Jaz sem začel v bistvu z enim malim kasetafonom, ko sem bil 8 let star, ker si imel kaseto in si stisnil rec in si lahko posnel in potem sem imel še zraven glasbeni stolp, v katerega sem lahko dal to kaseto. In sem začel brenkati po kitari, posnet na eno kaseto, to kaseto dati v drugi radio in snemati na novo kaseto, to, kar je prišlo iz zvočnikov. In to je bil moj prvi multitrack, če lahko temu tako rečem. Pol pa mi je prijatelj enkrat okoli, mislim, da bo tam 11-12 let, je prinesel od očeta, ki je delal na radiju Cool Edit Pro, kar mislim, da je bila neka verzija Adobe Edition ali nekaj takega. Takrat sem se prvič srečal prav za DAW, da vidim, kako to zgleda in kako dejansko multitrack snemati. Od takrat pa je bil to moj hobi, v bistvu vsi moji bendi, skozi srednjo šolo, skozi ves faks sem preživel več časa skoraj kot za kitaro, za klasično kitaro, toliko koliko sem varal Bacha, sem tudi šraufal Ableton in ostale programe in so vsi misli, da sem čuden. Predvsem moji starši, klasično izobraženi glasbeniki, je bilo to ful čudno, zakaj se obračam knofe, namesto da bi igral, pač. Ampak na koncu pa se je izkazalo, da je to ena spretnost, ki sem jo pridobil skozi leta, brez da sem veril, da jo pridobivam. Vid Turica je nova generacija glasbenikov, tonskih mojstrov, producentov, aranžerjev, avtorjev. Vid je lahko, ampak večinoma ni one-man band. Ena generacija studija Basement celoto sestavlja Danilo Ženko. Tudi tonski mojster in producent, dela tudi digitalno, a je stara šola. Ne duša, šola. Ja, najprej se začne tako, da sam sebe snimaš, ne. Ne vem, jaz sem imel doma neke orgle pa magnetofon, kjer si lahko iz levega na desni kanal presnemal in dodal zraven še nekaj, ne, se pravi si nasnemal pač, pa neke ritem mašine, pa to, pa pol pa bendi, srednješolski bendi, po vojski, pa v bistvu jaz sem imel štipendijo od RTV-a in šel pol na Radio Maribor, kjer sem pa hitro iz programa zlezel potem v glasbeni studio, ker sem najprej hodil tja dol špegat, pol pa čez neke debate in to, in so me potem fantje pobrali in sem pol to začel delati tam. In v mariborskem RTV centru je Danilo posnel ogromno glasbe. Nekaj v naslednjih minutah naštetih so spomeniki slovenske rock in pop glasbene produkcije, a prvi izdani posnetki so bili nekaj povsem drugega. Mislim, da je bila Svetlana Makarovič, ena taka šansonska muzika. To je prva taka, da je prav išla. Ne vem, v 90-ih smo pol kar rasturali tu in Kresljen nekega jutra, ko se zdani, pa Lačni Franc, pa ogromno ljudi je prihajalo iz garaške jazz šole, ker niso imeli studija s klavirjem. To je kar precej dobre muzike se je takrat posnelo na trak. Na trak. Magnetofonski trak. Drugi časi, predvsem drugačni časi. Vid Turica in Danilo Ženko imate v resnici nepresenetljivo podoben odnos na relaciji analogno-digitalno. In čeprav Vid najprej pravi, da digitalno ni boljše, se čez nekaj trenutkov ugrizne v jezik. Jaz sicer ne trdim tega, zaradi tega, ampak mislim, je boljše, zato ker lahko boljše je, zato ker imaš več možnosti natančno urediti stvari, lahko res editiraš v detajle, ampak to je tudi mogoče ena izmed stvari, zakaj je slabše.
Zato, ker ta opcijska paraliza nastane, ko imaš preveč izbire, ko lahko greš preveč v detajle in dostkrat moja hiba je, da včasih preveč spoliram stvari, delam stvari, ki jih pol noben več ne sliši in vzamem malo te organske vsebine proč. Če kaj, potem v glasbi ni nič črno-belo. Val 202 je na obisku v studiu Basement, kjer tišina ostane brez besed. Danilo je, kot ste slišali, začel zelo na horuk. Vid pa je precej mencal. Jaz vem, da sem spal na teh posnetkih 10 let, preden sem se odločil, da je en dovolj dober, da ga dam ven. Ampak mislim, da je bilo posneto v studiu Glas podzemlja, ali so bili Icotovi zobi z komadom, ki se ga zdaj ne spomnim. Ali so pa bile Serafine, to mi je pa dal Andrej Korelič iz društva Glas podzemlja priliko takrat, da sem jaz posnel, zmiksal in zmasteriziral komad. Mislim, da je bil naslov Pomlad. Ampak eden izmed teh odmevnih, kjer pa sem se pol res opogumil, pa začel pol delati to bolj na gosto, pa je po moje bil, da Hauptmannov prvi komad Send Me Flying. In Hauptmann oziroma Žan Hauptmann je le eden od relativno mlade generacije in garde glasbenikov, ki so imeli ali pa imajo domicil v Basementu. Med obiskom v studiu sta nenapovedano tam bivakirala Leopold I in MK. In Marko Kocijan, torej MK, ima zanimivo prvo studijsko izkušnjo. Preden sem prvič šel v pravi studio, smo doma v Mari snemali komade. Ne? In takrat, ko smo potem šli v studio, nismo snemali vokalov, ampak smo miksali torej, komad. In takrat, ko sem prvič šel, nisem vedel, kaj pričakovati. Zgodilo se pa je to, da sem približno 47 minut pozval poslušal šuljo takak snare miksa stari in sem hotel znoreti in se odločil, da jaz nemam več tega dela. Hodil zraven na mikse in na mastere. MK v Basementu trenutno zaključuje snemalni del novega albuma in leta kasneje k studijskemu delu pristopa zelo pragmatično. Dan danes je pa, predvsem ustvarjanje novega albuma je pa malo drugačno, zato ker z Vidom skupaj tuhtama neke ideje, razvijava zgodbe in predvsem popravljama lajne, ki so medioker, ker jih hočemo spraviti na boljše, tako da več glav več ve in na nek način ne prihajam več v studio 100% fiksen s tekstom, ki ga bom uporabil, ampak ideja je pa zakoličena. Sobivanje in sodelovanje, studio Basement, Vid Turica in Danilo Ženko. Na pogled dve popolnoma ločeni entiteti, torej je v studiu kak prostor, kamor eden od njiju ne vstopa. Za stranišči so ena vratca mala, kamor lahko stopiš, pa en neizdelan prostor. Tja ne stopim, ampak ne, načeloma ne, ker mislim, da je vse dovoljeno obema. Je pa prostor, kamor Danilo ne gre. Delati. Poslušati pa ja. Ne? Mislim, mi da smo... Ok, dajmo razrešiti javno to debato. Danilo Ženko ne želi iti v tako imenovan control room Vida Turice delati, ker ne poznam njegovih zvočnikov, ker bi mogel iz mojega računalnika, ki je gajba, iti na laptop, si vse skupaj skopirati in potem delati tam, ampak mislim, ni to neka kaprica. Pač ni bilo prilike. Mogoče pa bo tu vid snemal v mojem studiu band, ki ima 8 članov, 2 meseca, pol bom pa mogel iti, ne. Sodobna glasbena produkcija je visoka tehnologija in tehnologija v rokah dobrega producenta lahko dela čudeže, ki morda nimajo prave podlage v realnosti. Brez ovinkov je prav, da tehnologija omogoča, da znamo vsi in peti in igrati. Ravno toliko je prav, koliko je prav, da se slike delajo z Photoshopom, da se ženske in moški pretirano uredijo, ko grejo v javnost, čeprav niso to ravno to oni v resnici. Ne? V takem času, ko živimo, očitno to spada zraven, ta neka idealna slika, ta perfekcija, ki se mora zgoditi. In delno se jaz tudi počutim tu odgovoren, da naredim vse najboljše, kar je v moji moči, ker še vem, da bi lahko izboljšal posnetek, ki ga nekdo posnel pri meni, tega nisem naredil, sem torej jaz bil slab v svojem delu. Bi pa bilo super, če bi vsi naredili svoj maksimum, ker pol bi res imeli en pristen kvalitetni izdelek, zdaj pa je mogoče malo našminkana verzija tega, kar v resnici je, ampak ne moreš pa zbežati prav od realne slike, zaradi tega, ker prej ko slej bo vsako teh bendov imel live koncert. In v živo se ne da skrivati, doda Danilo.
neka interpretacija, izvedba, točnost, uigranost, tega se ne da zblefirati. Ne. To je ravno to. Ali je band zmožen potem na odru to narediti, kar so v studiu naredili s pomočjo neke elektronike, aplikacij in tako naprej. Če se vrnem k trditvi, da v glasbi ni nič črno-belo, Vid dodaja razmislek o tehnologiji, ki lahko človeka pripravi do napredovanja. Je pa še ena zanimiva stvar, ki se včasih zgodi, da ljudje, ki pridejo v studio, pa še mogoče nimajo prav izdelane vizije ali se niso dovolj pripravili, pa če jo bolj popravljeno verzijo, dobijo toliko motivacije, da probajo priti do tega standarda, da v bistvu ni toliko slabo. No? In zdaj nazaj pod oder. Danila Ženka sem največkrat videl na primerni razdalji med odrom in najboljšo točko prizorišča. Danilo je namreč eden najbolj zaželenih tonskih mojstrov za koncerte pri nas. In njegova iskrena želja je, da bi vsak koncert zvenel popolno. A včasih ne gre, ker na odru glasbeniki ne upravičijo kakovosti posnetkov. Včasih pa se zgodi popolnost. Teče, ja, so za žalosti tudi, ja. Ne, merilo je bilo, ko se kocine na roki gor postavijo, takrat veš, da wow, ljubica, zdaj pa te imam. Ne. Ja. V studiu Basement v Mariboru sem pred tedni debatiral z Danilom Ženkom in Vidom Turico. Glasbeni studio je poln anekdot, poln posameznic in posameznikov z različnimi željami, načrti, zmožnostmi in ne nazadnje osebnostmi. Pol ure dolgo debato sem strnil vprašanje, kaj je huje, velik ego dobrega glasbenika ali mali ego ne tako dobrega glasbenika. Vid Turica je misli strnil v 25 sekund. To pa je kar bi bilo skoraj isto tretirano, ampak vseeno, velik ego pa dober glasbenik bo ustvaril nekaj in velik ego je lahko včasih pozitivna stvar, slab glasbenik pa z totalno nesebično persono ali kakorkoli še vedno težko kaj naredi. In če počasi strnem zgodbo v studiu Basement, zakaj je vedno gneča? Zaradi ljudi ali opreme? Ljudje ne pridejo snemati zaradi mojih kitar, tako v mojih očeh vsaj je oprema manj vredna kot odnos do dela, odnos do ljudi, za katerimi delaš in pač sama spretnost. Kjer tišina ostane brez besed in studio Basement, prostor, kjer ni nikoli tiho, morda tudi zaradi tega, ker je v teh prostorih gradbeni načrt predvideval nekaj povsem drugačnega. This is a journey into sound. Stereophonic sound. Ko smo to kupili, je bilo po štajersko povedano v ciglu in je bilo vse treba narediti, ne? Kar je v redu, kar smo naredili po svoje. V načrtu hiše je pa pivnica. In kaj je šlo narobe? Ni se še zmeraj. Ne?